Kljub temu, da na notranjem ministrstvu kot tudi na ministrstvu za okolje in prostor zaradi zagotavljanja fizičnega varovanja pošiljke niso želeli razkriti točne ure in proge, po kateri je bil načrtovan prevoz vlaka iz Srbije, ki prevaža pošiljko radioaktivnega materiala namenjenega v Rusijo, smo se še pred polnočjo odpravili na lov za nočnim vlakom. Neuradno smo izvedeli, da naj bi vlak s spornim tovorom zapustil Madžarsko okrog 22. ure zvečer, po Sloveniji pa se je preko Hodoša peljal do Ptuja in Pragerskega, kjer je bil načrtovan polurni postanek namenjen zamenjavi lokomotive, ki bi nato kompozicijo 15 vagonov s tovorom in 5 potniških vagonov neprekinjeno popeljala do Luke Koper, odkoder bodo tovor z ladjo odpeljali na tajno lokacijo v Rusijo. Ob prihodu na železniško postajo Pragersko smo nemudoma vedeli, da smo na pravem mestu, saj je že ob 10:30 na območju bila prisotna policija, ko pa so okrog polnoči prispele še dodatne okrepitve in je tire zavarovalo preko 50 policistov, smo vedeli, da gre za res. V daljavi smo lahko opazovali, kako so varnostni organi skupaj z železniškimi delavci in psi pregledali novo lokomotivo, ki so jo v zavetju megle zamenjali staro. Točno ob 0:30 ponoči je vlak zapustil Pragersko na poti preko Zidanega mostu proti Kopru. Izgredov strani okoljevarstvenikov, kot smo jih lahko nedavno spremljali v Nemčiji, pri nas ni bilo.